Bojan, Jože, Rudi, Slavko, Zmago, sami šarmantni gospodje so, na drugi strani... Jaz se odzivam na čisto vse, karkoli se kdo zadere, se jaz obrnem, razumeš, ker vse to je lepo, no. Ko vidim tebe, je moja prva asociacija naša mala klinika. A, lepo. A mi znaš ti povedati, zakaj je bila toliko kul in toliko kultna, da ji nekateri pravijo kar slovenski Frenci? Težko, ne, te stvari imajo zmeraj neko svojo logiko, ki ni nujno načrtovana, ne. Pri kliniki je bilo seveda to, da je Đuro zbral pravo zasedbo, mi smo se zelo dobro ujeli in bili res prijatelji, še smo prijatelji, koliko se da. To se pozna. Se vidi že po teh generacijah, nekaj se ti ustavi en oči, ki veš, da je rasel gor ob naši mali kliniki in ima enega takega štepslena zraven, razumeš, reči, ja, veš, to je ta stric, to je take male klinike. In on reči, to je lepo, no, mislim, to je super, ne, kaj če si več življenje. Kdo je tole skuho, me zanima? No. Trenutno vas gledamo v Ja-šefu. Ja. Koliko smo napredovali vseh teh letih od klinike pa do zdaj do Ja-šefa v bistvu? Jaz bi kot svojo osebno zgodbo s Pop TV-em začel 95 ali 96. Vi ste bili kompletno, popolnoma mlada televizija in jaz sem prvič vodil Viktorje takrat. Viktorji 98! In takrat je prvič vodil Pop TV. In jaz se spomnim, ker sem bil besen. Pa glih zdajle, ker sem jaz, začenjajo pa neki ljudje, ki začetniki, pa neki, ki ne znajo snemati, pa neki, ker vi ste bili takrat popolnoma na začetku, ne, pa sploh niso bili slabo narejeni, so bili dobro narejeni. In s kako raketno hitrostjo se potem to pri vas spreminjalo. Lepo pozdravljeni, dragi Kako vam je moji! ostal Zmago v spominu? Z Markotom Nabršnikom sva ga ustvarila, Gojc mu je dal ime, jaz obadva Mariborčana, no. Prej sva mu naredila res prav življenjepis, to je človek življenjepisom bil, ne. Zmago je v bistvu bil vodil Viktorje, je vodil oddajo Vzemi ali pusti, je igral v naši mali kliniki. Jaz imam od Markota en video za vas. Zadnje. Res? Zdravo, dragi Bojan. Ena stvar je meni ostala v posebnem spominu in sicer to. Sva naredila vlog, delala sva ga za spletno stran Friendly in Flirt od Pop TV-ja. In takrat sva se samo ti pa jaz usedla v avto in odpeljala na različna prizorišča. Če se spomniš, sva lovila ribe na Perniškem jezeru v Mariboru, iskala sva tvojo rojstno hišo v Mariboru. Mnogi so mislili, da je Zmago resnična oseba, če se spomniš, so naj ostavljali, se z nama pogovarjali. Za konec pa me zanima, dragi Bojan, katera dogodivščina od Zmageca pa je ostala tebi v posebnem spominu. Zmagec. Markec in Zmagec. Pa najbolj zanimiv del Zmaga Batine mi je bil točno tisti del, ker je Zmago Batin obstajal še kot lik, za katerega so ljudje mislili, da je resničen, ne. Na sporedu je bila lani ta nova slovenska serija Skrito v raju. Gledal sem, poznam zaplet, poznam razplet, poznam akterje. Dobro, se pravi, neko tisti si ustvaril, kaj bi Absolutno. rekel, kako so se odrezali imena Ta Slovenije. mladi Ta igralci, mladi, ne. ja. Bo imel Pop TV kaj za dela, če naslednjih 30 let. Ne, res, zelo lepo so se ujeli. To si vidi in to jaz skozi govorim. Neke generacije je treba povezati in to se je zgodilo v Skrito v raju, zato je tako fino. Hej! Hej! Beli! Živijo! Živijo! Bi pa kar prisedla. Prisedi. Glede na razliko v letih med vama, legalno lahko oceniš njeno igro. Madonna. Seriji Skrito v raju. Ojoj. Ocenim eno igro. To se jim pa zdaj dala. To je pa kar... A si pripravljena? Ne vem, če sem, ampak sam enkrat vam to Kaj priložnost. ćemo tako da. ocenjevati, ej? Ljudje so povedali vse, vključno z mano, ker tudi jaz sem, kot sem ti povedal, gledal, ampak moram reči, da se mi zdijo perspektivni. In noben jih ne vstopa, ker imajo to naravnost v sebi. Včasih tega ni bilo čistko, ne. Danes jih to malo tudi splet uči, pa malo tiste, ki delaš selfije, pa tam se blazno učiš, ker na kameri igrajo oči in njene oči, poglej. Dovolj povedo. Iskrene. Melanie, tebe sem hodila vprašati, ker si zrasla v bistvu s vsemi temi družabnimi omrežji. Si lani pa na lastni koži občutila to moč televizije, ne? Kakšno euforijo je serija povzročila. Ja. Kako bi to opisala, kako si se počutila gor na tisti strehi? Ja,
Ja, tisto je še zdaj po moje en izmed dogodkov, ki jih imam tako. Nisem čest prepričana, da so se res zgodili. Mislim, da noben tega ni pričakoval, nekaj stvari pač ne moreš pojasniti. In upali smo, da se bo nekako to, koliko smo se mi imeli fajn med snemanjem, preslikali tudi na ljudi, ki to gledajo. Zakaj si pa ti recimo sploh rekla da tej svoji vlogi? Kaj te je to pritegnilo? Mislim, želja po novih izkušnjah, po igri. To je bil daleč največji igralski projekt, kar sem jih do zdaj delala. In ja, mislim, bilo mi je včasih stati ob boku takim velikim igralcem in izkušenim in z mladimi kolegi. In je bila res najlepša možna prva izkušnja, kar bi lahko imela. No, taka. A bi ti zdaj nama, no, med nami povedala, kaj se zgodi v drugi sezoni? Ja, mislim, da pa ne smem povedati. Ne, lahko povem, da je ful enih novih likov. Lahko za svoj lik povem, da gre čez bistveno večje čustveno popotovanje, kot je šlo v prvi sezoni. In da se vračamo na morje. Več pa povedati ne smem. Zdaj pa resno vprašanje za oba. Kaj se vam zdi, da je najboljši občutek, ki ga lahko igralec, ne glede na serijo, vzbudi v gledalcih pred televizijo? Težko reči, da ti sam vplivaš na te stvari. Ne? Tvoja dolžnost je, da si relativno iskren. To je največ, kar lahko igralec naredi. Ostalo je pa vse v bistvu stvar tega, kako je to potem zapakirano, kako so to posneli. Razumeš, velikih je naključij, ki lahko ali podrejo stvar, ali pa naredijo dobro. Seveda, vključno s scenarijem in s tem, da v bistvu nekateri liki pa zležejo ljudem pod kožo in ti začnejo se lastiti ljudje. Točno to sem jaz hotela reči, da se mi zdi ta iskrenost in pa to, recimo, Joško Jarc je pač nek lik, ki sem jaz odrasla z njim, ki smo se v šoli pogovarjali o njemu, pa potem, ko smo prišli domov iz šole, smo gledali to, pa tako naprej, to je nek, ki je zazmeral v meni. Jaz sem bila čisto šokirana, ker sem ugotovila, da Zmago Batina pa da Joško Jarc je to ista oseba. Jaz sem bila, mislim, res, tako da, a veš, to je, mislim, ja, mogoče točno to, da potem ljudje posvojijo ta lik in ga dejansko imajo. Mislim, čisto svojega ga vzamejo, no, to je kar lepo. To moraš vzeti v zakup in če znaš s tem živeti, je to pravzaprav zelo, ne. Bojan, ti si pop v vseh teh letih ustvarjanja zelo velik dal. Ali je bila kakšna stvar, ki je pop tebi dal in te na nek način zaznamoval? S tem, kar mi je dal, da sem lahko naredil. Jaz sem s popom zelo dobro zmeraj sodeloval. Vse, kar sem delal na popu, so bili zame, kot bi rekel, v življenju, kot greš na izlet. Že prej si malo omenila, ampak Bojan, ne vem, če veš, ona je bila kar dost velika oboževalka Zmaga Batine, a je tako? A veš, pa s tisti konca, jaz sem s Prekmurja, jaz sem Prekmurka. A res? Ja, Gočinge. Tako da, veš... Ne bi rekel, res ne bi rekel. Tako da sem imel skozi doma pržgan. Sem bila res še čist mehna, ampak si mi vseeno možgane zapisal. Zmago, zmagaj Batina in igram tebi ali pusti! Pa bi ste upala biti v njegovih čevljih dobesedna v taki vlogi? Madonna. Bo in je. Kako misliš? Ja, lej, takole bom rekla. Isto, ne bom rekla vzemi ali pusti, ampak bom rekla poskusi. A to je prav, so te škatle? To je prav ta, ja. To je. A boš Artefakt. odprla? Madonna, a takole, čakaj, takole. Se nam več ne izkočili zdaj, no? 15,000. Dobro, pustimo zdaj denarja ni noter, ne? Okej. Lahko pa poskusiš original, Bojan, tvoj rekati? Očala in originalni čevlji. Dobrodošli v oddaji Vzemi ali pusti, dragi moji! Ja, to je to. Bravo. To, roke pa ful na glas.